Ja, res je, ja. Moj primer za današnje predavanje izhaja iz, rečemo temu, sodobne fotografije. Namreč zdaj tale simpozij se upada z pripravo razstave fotografa in umetnika Jake Babnika, ki se v petek odpira v galeriji Božidar Jakec. Gre za pregledno razstavo, nekih 20 let približno delovanja. In to se mi je zdel kot en tak dober primer prakse, kaj pravzaprav lahko sodobna fotografija sploh je. To je zdaj eno vprašanje. Drugo, seveda, kako pravzaprav lahko fotografija v realnem času postane neke vrste zgodovinski vir. In mislim, da je praksa Jake Babnika zelo primerna. Zato zdaj skozi predavanje bom kar nekaj fotografij pokazal, mislim, da jih imam 28, ki bom počas predvajal skozi to predavanje, ampak začel bi na tem mestu. Zdaj govoriti o sodobni fotografiji je vsekakor malo problematično, ker nekako je to zelo čudna terminologija, ki nismo še popolnoma definirali. Sodobno fotografijo se pojavlja podoben problem kot sodobno umetnostjo. Kaj pa pravzaprav je sodobna umetnost ali pa sodobna fotografija? A je to umetnost ali fotografija, ki se odvija danes, ali je to nek poseben slog znotraj umetnosti ali fotografije? Tega v bistvu nismo nikoli v stroki popolnoma razjasnili. Zdaj iz prakse gledano bi kvečemu lahko rekel, da je sodobna umetnost bolj slog kot nekaj, kar se danes, kot vse, kar se danes pojavlja. Ampak to je zdaj široka tema za kako drugo predavanje. Zakaj imenujem v bistvu prakso Jake Babnika sodobna fotografija? Je predvsem zaradi tega, ker je to fotografija, ki je namenjena prvenstveno za galerijski kontekst ali pa muzejski kontekst. Skratka, narejena je iz stališča umetnosti. Njegove fotografije so namenjene temu, da se obesijo oziroma prikažejo v nekem institucionalnem okviru. Seveda je danes mnogi fotografi delajo v tem razstavnem okviru tudi zaradi tega, ker je publikacij, tiskanih publikacij, ker je skozi 20. stoletje se fotografija zelo pogosto pojavljala v obliki reportaž in podobnega, tega prostora zmanjkuje, tako da je ta naval na galerije in muzeje vedno bolj močen. Zdaj, ko sem razrešil, recimo, na hitro to dilemo o sodobni fotografiji, bi se v bistvu osredotočil na samo prakso Jake Babnika, zakaj so lahko njegove fotografije, ki imajo dvojni namen, da se seveda kot objekti natisnjene fotografije, ukvirjene fotografije pojavijo v razstavnem prostoru, na drugi strani seveda te fotografije ostajajo kot takšne v nekem digitalnem formatu uporabne kot nek dokument časa. In mislim, da njegove fotografije so zelo dober dokument časa iz večjih perspektiv. Eno je, da gre za v njegovi praksi v veliki meri za neko družbeno angažiranost, gre za upodabljanje duha, prostora in časa, ker Jaka Babnik večinoma fotografira v svojem neposrednem okolju. Pač tu nekaj, ki živi v tem okolju, kjer se giblje, ne potuje, da bi prinesel fotografije iz eksotičnih krajev. Drugo, s čemer kar ga zanima, je seveda podoba kulturne krajine. To, kar nas v bistvu obdaja, to podoba v bistvu krajine, v kateri živimo, vizualna podoba. In tretja, ki je tudi zelo pomemben del njegove prakse, je naslavljanje zgodovinskih tem. Nekih zgodovinskih tem, ki so mogoče še vedno toliko sveže, ne bi ni minilo še teh 30 ali 50 let, da vem, kako je že praksa pri zgodovinarjih, ni minilo še teh nekaj desetletij, da bi se jih lahko
relativno neobremenjeno analiziralo, ali pa, če uporabim besedo, objektivno analiziralo. Grem kar na prakso, oziroma na primere, ki so mogoče najbolj merodajni. Sam za okvir, da povem, zdaj, Jaka Babnik ni, temu rečem, šolan fotograf, ni šolan umetnik, je zgodovinar in sociolog kulture. Iz te perspektive je vstopil v svet fotografije, oziroma v svet fotografije ga je pripeljalo njegovo delovanje v svetu skaterske subkulture. In nekje tam v začetku 21. stoletja je pravzaprav iz fotografiranja te skaterske subkulture prišel v fotografiranje nekih običajnih družbenih stvarnosti, in to je ta prva serija iz leta 2007, ki je bila prvič objavljena leta 2010. We Are Dogs je naslov, kjer je Babnik dokumentiral družbeni rop. V bistvu dokumentiral je ljudi, ki se ukvarjajo in vzgajajo vse za pasje borbe, kar je danes neke vrste seveda tabu tema. Vemo, da se to dogaja, ampak on je recimo ta element prikazal ne toliko iz stališča psov, ampak iz stališča ljudi, ki se ukvarjajo s pasjimi borbami, ker večina teh ljudi tega ne dela čisto res prostovoljno, ampak dela zaradi tega, ker jih je socialna, gmotna situacija v bistvu prisilna v to. To je zdaj prva serija, ki je bila še črno-bela, zdaj ne vem povedati, a je bila posneta analogno ali digitalno, mislim, da je bila še analogna. Vse nadaljne serije so digitalne, skratka, smo v času definitivno 21. stoletja, kjer digitalna fotografija prevladuje. To je seveda tudi ena od zanimivih tem, ki se tu pojavlja, na katero jaz večkrat pomislim. V muzejskem svetu se veliko ukvarjamo z ohranjanjem analogne fotografije, ampak digitalna fotografija bo kar trd oreh, ko se bomo morali s tem začeti ukvarjati, ker jo je količinsko to več. Skratka, tole je serija Jebodrom, prvič predstavljena leta 2014, ki prikazuje pravzaprav te neke obrobne prostore, kamor se ljudje zatekajo, da imajo za neke spolne seksualne aktivnosti. Skratka, tole je Osijek in recimo te zadeve kažejo na to recimo stanje tudi današnje kulturne krajine. Poleg tega, da so to umetniška dela, ki so tudi precej velikih dimenzij, impresivnih dimenzij, kot neko historično slikarstvo lahko delujejo, so to v bistvu tudi zelo pomembni dokumenti. Tole zdaj je serija Holy Land, prvič objavljena leta 2017, ki kaže, to je zelo zgodovinska tema, kaže prostore, ki so gostili obiske papeža Janeza Pavla II. Zdaj, tu je spet ena zelo kompleksna tema, kakšna je bila vloga katoliške cerkve, oziroma konkretno papeža Karla Vojtile ob koncu hladne vojne, v tej tranzicijski Evropi, ko se je hladna vojna končala, in seveda izpostavlja vprašanje, kako je papež iz nekega srednjeveškega mistika postal pop zvezdnik, ki ima v bistvu štadionske nastope. Tole je zagrebški hipodrom, tole vidimo križ v ozadju, ki zaznamuje obisk papeža, tole je Tirana. Skratka, ko govorim o kulturni krajini in o podabljanju kulturne krajine, seveda ena pomembnejših serij naslovljena Vice of Sirius, tudi ta je bila objavljena leta 2017, serija, ki govori o urejanju okolja. Tu je v bistvu Jaka Babnik iskal recimo neke paradokse milo rečeno, v tem zunanjem okolju, umestitve v prostor, ki so popolnoma nelogične. Na drugi strani se v bistvu sprašuje tudi o tem, ta serija je kar obsežna, mislim, da obsega okrog 60-70 fotografij. Vprašanje pa je tudi, kdo nam postavlja merila.
kaj je pravzaprav ta estetski kod, ne, ki se ga ne bi držali, ne, da so nam takšne zadeve, recimo, smešne. Estetski kod, kaj je to dan današnji, so to shopping malli, so to poslovni centri, ne, to, k čemu ne bi težili. Ne. Recimo ta fotografija je zanimiva, ne, zelo ambivalentna, na prvi pogled se mogoče ne vidi, ampak to je umetna roža, ki je odpadl list, ne, gre za nek zanimiv paradoks. Skratka, potem je tu serija, topografska serija, ne, ki je bom zelo na hiter opisal, ne, to je topografija plastike v slovenskih krožiščih, top lokacija, naslov in izdana je bila tudi knjiga o tej seriji. Gre za nek popis stanja, tam med leti 2005 in 2017. Ne. 2017 je išla knjiga, evo, tole je Novo mesto, s to veliko pletenko, potem Ilirska Bistrica z simbolom Argonautov, ne, ki ne bi šli tu mimo. To pa mislim, da v Cerknici. Spet, to je bilo posnetih okrog 80 fotografij, kontekstualiziranih v knjigi, tudi s nekimi dodatnimi informacijami, ampak spet, gre za neko zatečeno stanje. Ne? Po letu 2017 Jaka Badnik-Nivič fotografiral Rodojev, mislim pa, da jih je zdaj se še dvakrat toliko, kot jih je bilo tu. Potem še ena serija, ki je zelo pogojena z nekimi zgodovinskimi dejstvi, je Heroji mojega časa, kjer je Badnik fotografiral drevesa, ne, ki so simbolno prisostvovala pomembnim ali pa še nerazjasnenim zgodovinskim dogodkom in jih v bistvu sparil z veliki večini z besedilom, ki pojasnjuje, ker sama fotografija pogosto nima zmožnosti pojasniti tega, kaj prikazuje, in sparil jih je tudi z arhivskimi posnetki. Tole recimo drevo v bližini vojašnice Franca Rozmana Stareta, kjer se je leta 1997 zgodil ta samomor ali umor Blaža Furjana, še vedno nerazjasnen, pa Jurovski dol, ne, kjer je bil leta 1992 ubit Ivan Kramberger v svojem predvolilnem shodu, spet dogodek, ki ni pojasnen, oziroma uradno je pojasnen, ampak mislim, da v Sloveniji obveljal konsens, da to pojasnilo verjetno ni zadovoljivo, ne, uradno. Skratka, evo, tu imamo še eno serijo, Pygmalion, serija, ki v maniri studijske fotografije govori o simbolnih predmetih, govori o predmetih, ki ne bi prinašali srečo in boljšo prihodnost. Simbolni predmet, sestreljeni avion NATO zveze nad Srbijo, ki je danes v muzeju vazduhoplovstva v Beogradu, v Surčinu, na beograjskem letališču. Tule je bager, ki ne bi, maketa bagra, ki ga je vozil človek, ki je na protestih 5. oktobra 2000 v Srbiji se s tem bagrom zapeljal v stavbo RTS, nacionalne televizije, in tako postal kot nek simbol upora proti oblasti Miloševića. Skratka, gre za neko zgodbo o boljšem jutri. Votivna podoba iz romarske cerkve v Brinju, mislim, da kamor ljudje nosijo razne predmete, neki ne bi jim pomagali. Skratka, ta neka zgodovinski element delovanja Jake Badnika je blazno pomemben. Tu imamo še en soroden projekt, Time Leveling, oziroma časovna izravnava, da so zložene knjige vtisov iz Hiše cvetja, danes v muzeju Jugoslavije, prva, skratka, žalne knjige po smrti Josipa Broza Tita. Prva linija iz leta 1980, potem vidimo, kako zanimanje začne upadati za obisk. Tudi takšni, da imenujem velikani, kot so Josip Broz Tito, utonejo zelo hitro v pozabo, kot kaže recimo tale graf. Tako da ja, tole bi zaključil, mislim, mojih 15 minut poteklo. Tole so pravzaprav samo, da odvrtim še te fotografije, ko govorim o kulturni krajini. Kar se mi zdi recimo pri
Jaki Babnik v njegovih podobah, fotografijah zanimivo, je predvsem to, da nam govorijo pač o zdajšnjem času in prostoru. Karkoli že je, a je to obdobje tranzicije, a se temu še vedno tako reče, a je to obdobje deregulacije. Kolegi so prej recimo govorili o Tomosu, govorili so o Velenjskem rudniku. Vse to so stvari, ki jih danes ni več. Živimo v času, poleg tega, da je to deregulacija, živimo v času deindustrializacije in v bistvu nekaj zelo, bi temu rekel, postmodernizma, ker je ta ena estetika, mogoče malo, skoraj da estetika kiča, vse prisotne, predvsem pa govorijo njegove fotografije o tem, koliko je pravzaprav naše okolje vizualno obremenjeno, prav s to fotografsko podobo, tako kot vidimo recimo na teh tovornjakih. Tako da, evo, to je to, kar se mene tiče, vabljeno na razstavo, otvoritev razstave v petek ob 7. ali pa na razstavo Jake Babnika, ki traja do 30. avgusta v galeriji Božidar Jaklič. Hvala.